Francoski inštitut v Ljubljani praznuje prihodnje leto 50-letnico, tudi v resnici je njegova zgodovina precej daljša, saj je bil prvi francoski inštitut v Ljubljani ustanovljen že leta 1921 in je potem v času med obema vojnama, posebej pa v 30 letih, postal pomembno zbirališče liberalnih, demokratičnih, pa tudi levo usmerjenih izobražencev, hkrati pa najpomembnejša tuja kulturna ustanova v Ljubljani. Francoski inštitut je imel pred vojno prostore v matični stavbi Narodne galerije, v Narodnem domu. Najbolj plodno obdobje sodelovanja je bilo pa verjetno že takoj po drugi svetovni vojni z nekaterimi razstavami, ki so prišle iz Pariza v Ljubljano. Tudi inventarne knjige Narodne galerije so narejene po vzoru luvrskih inventarnih knjig. In prav Francija generira ogromno uspešnih akterjev prav na področju grafičnega oblikovanja. Danes sem vesel, da kot dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje uspevamo še vedno zadržati to energijo, ki nam jo omogoča prav inštitut. Hvaležna sem, ker mi je Francoski inštitut omogočil polletno rezidenco v letu 2016 v Cité Internationale des Arts, kar je zame neprecenljivo. Želim si, da bi šel naprej, tako pomagal umetnikom in tako utrjeval vezi med slovensko in francosko kulturo. To je inštitut, ki približa življenje Francozov v Ljubljani in pa Ljubljančanov približa Francijo. Želim si, da to sodelovanje med obema državama in obema glavnima mestoma je vsako leto boljše. Odnosi med Slovenijo in Francijo so tradicionalno prijateljski in zgodovinsko utemeljeni. Iz teh odličnih odnosov se je razvilo tudi strateško partnerstvo. Pri tem posebno pomembno vlogo igra Francoski inštitut, ki prenaša znanja in vedenja mlajšim generacijam. Francoskemu inštitutu v Sloveniji najbolj iskreno čestitam ob 50. obletnici navzočnosti v naši deželi. Zelo mi je pomembno, da sem kot predsednik vlade in kot predsednik države vzpostavil in okrepil politično in drugo sodelovanje med obema državama. Inštitut Charles Nodier, ki se zdaj imenuje Francoski inštitut, je bil vedno eno stičišče multikulturnega sodelovanja, ne samo med Francijo in Slovenijo, ampak na splošno, še ko smo bili na univerzi. Jaz sem študirala francoščino v tistih časih in Francoski inštitut je bil naš drugi dom, kjer smo lahko dobili ne samo knjige, ampak tudi vse informacije. Vsako leto smo imeli srečo, da smo dobili tudi štipendije za obisk Francije, tako da moram reči, da nas je v bistvu še dodatno navdušil ne samo za študij francoščine, ampak za francoščino, Francijo, frankofonijo, skratka za vso širino. Zelo pomembno je tudi, da Francoski inštitut vabi v Slovenijo pomembne francoske osebnosti, intelektualce, literate, sociologe, filozofe, klimatologe in to si je želeti tudi vnaprej. Tako kot je pomembno, da se ljudje pogovarjamo, se srečujemo, rokujemo, dotikamo, tako se morajo pogovarjati tudi družbe. Francija je za inštitut Jožef Stefan skorajda najpomembnejši partner. Mi trenutno izvajamo s Francozi 162 projektov. Moram sedaj poudariti, da vsa ta sodelovanja potekajo v veliki meri tudi s pomočjo in podporo Francoskega kulturnega inštituta v Sloveniji. Lansko leto smo imeli že 18. poletno šolo francoskega in evropskega prava, ki smo jo soorganizirali skupaj s Francoskim inštitutom. No, tako kot minister, kakor tudi kot nekdanji predsednik Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega pena, lahko rečem samo to, da je sodelovanje bilo in še vedno je z Francoskim inštitutom odlično. Glede na to, kako pomembna je francoska kinematografija, je tako zelo pomemben tudi Francoski inštitut za slovensko kinoteko. Saj pripravljamo en kup projekcij, ki jih ne bi mogli
sprovesti brez francoskega inštituta. Tankočuten odnos do umetnosti in filmske kulture, zlasti obiskovanja kina v Franciji, je naš vir navdiha. Zato je prisotnost francoskega inštituta v slovenskem prostoru ključna. Upam, da bojo ostali tukaj še mnoga leta in se že veselim novim sodelovanjem, predvsem na področju promocije avtorskega animiranega filma in stripa. Vive l'Institut français, vive la culture franco-slovène. Il faut dire que nous sommes toujours très reconnaissants de tout soutien que nous apporte l'Institut français, à la fois aux nos étudiants, pour ce qui concerne les bourses, aussi à nos chercheurs, à nos enseignants, pour favoriser, pour soutenir des projets bilatéraux. Izkoriščam priložnost praznovanja 50. obletnice in Francoskemu inštitutu v Sloveniji želim še nadalje veliko uspeha. Francoski inštitut je zagotovo najbolj dejaven kulturni inštitut v Sloveniji, kar se tiče tujih kultur, ki se pri nas predstavljajo. Francija je zato večkrat predstavljena tako v literarnem svetu kot na drugih področjih kulture in umetnosti nasploh v Sloveniji. Recimo Francija je bila tudi prvi mednarodni fokus slovenskega knjižnega sejma, na kar smo zelo ponosni. Francoski pisatelji in tudi drugi francoski umetniki so v Sloveniji zelo priljubljeni, kar se pozna tudi na obisku občinstva. Zagotovo pa Francoski inštitut tudi izpolnjuje svoje poslanstvo glede širjenja ljubezni do frankofonije. Poznam kar nekaj tudi vodilnih kadrov v različnih kulturnih institucijah, ki so se ravno zaradi agilnosti in priljubljenosti Francoskega inštituta sploh začeli učiti francoščino, vključno z mano. In upam, da bo Francoski inštitut takšen, kot je, z osebjem, kakršno je, obstajal še dolgo, dolgo. Donc l'Institut français, qui s'appelait à l'époque l'Institut Charles Nodier, en fait c'était le Francoski Kulturni Center, qui était situé sous les arcades, sur l'ancienne Titova, enfin maintenant Slovenska. Il était situé dans l'immeuble des Ursulines. C'était un truc très charmant. Il y avait une de nos bonnes amies qui travaillait, Nena Streiner, et que je visitais souvent. Comme je venais de rentrer de Paris en 1974, du lycée Molière, j'ai passé à Osnovna šola Prežihovorenc, donc j'y passais tout le temps, en rentrant chez moi à Murgle. Et pour lire bien sûr Lucky Luke, Astérix, Tintin, etc., tout ce qui sortait, des livres aussi, et surtout aussi des disques de Brassens, d'Aznavour ou de Patrick Juvet. C'était vraiment l'alimentation en biens culturels. Donc sans le Francoski Kulturni Center, j'imaginais pas ma vie à l'époque. Skupaj nam je uspelo pripeljati res veliko francoskih umetnikov. In če parafraziram svojega učitelja Jacques Lecoqa, on je včasih rad rekel, da ni treba toliko se sam sabo ukvarjati, ne samo gledati na noter, da je treba gledati naokrog. In ko živimo v času, ko se države zelo zapirajo v neke nacionalne kontekste, se mi zdi, da je morda njegovo sporočilo še toliko pomembnejše, dajmo gledati skupaj naokrog in morda spremenimo kakšen zorni kot. Tu ima izjemno pomembno vlogo Francoski inštitut. S tem stikom pravzaprav izjemno dobro razvijamo tako meddržavno sodelovanje kot sam festival in si samo želim, da tako ostane naprej. Zelo sem hvaležna Francoskemu inštitutu, da mi je omogočil umetniško rezidenco v Parizu v centru Le Récollet, s čimer je tudi podprl moj zadnji projekt Camille Ceylan, glasbeno sodobno romsko poezijo. Francoski kulturni inštitut z nami razglablja tudi vprašanja o sedanjem razumevanju sveta. Ciklus predavanj, s katerim hoče v bistvu nekako pogledati v zaodrje današnjih problemov človeštva, se dogaja prav v Mestnem muzeju in v prihodnjem letu načrtujemo še nekaj iz te serije, ki bo pa dala neke nove odgovore, neka nova vprašanja na čas, v katerem se vsi skupaj nahajamo. Zahvaljujoč sodelovanju z Francoskim inštitutom nam je uspelo organizirati vrsto srečanj z ključnimi francoskimi filozofi, med njimi bi lahko omenila Claude Leforja,
Alaina Badiouja, Jacquesa Ranciera, Monique David Menard in mogoče še kako ime. Jaz mislim, da lahko rečemo, da je danes Francoski inštitut globoko usidran v kulturno življenje v Sloveniji, ne samo v kulturno življenje, tudi v znanstveno življenje v Sloveniji. Tako da lahko samo rečem, naj traja to sodelovanje vsaj še naslednjih 50 let. Prisotnost Francoskega kulturnega inštituta v Ljubljani je zelo pomembna za razvoj arhitekture in oblikovanja v Sloveniji. Če pogledamo daleč nazaj, že v 1920-ih so študentje komaj ustanovljene šole za arhitekturo obiskovali Francoski kulturni inštitut, se tam seznanjali francosko literaturo, nekateri odšli delati v Pariz in potem prinesli novo znanje, ki ga lahko gledamo v najbolj eminentnih zgrajenih zgradbah v Ljubljani, kot je recimo Trg Republike. Francoskemu inštitutu želimo, da tudi v prihodnje uspešno krepi vezi med slovenskimi in francoskimi arhitekti in tako prispeva k boljšemu javnemu prostoru. Naj živi Francoski inštitut v Sloveniji!